Les je s svojo toplino eden od simbolov zdravega bivanja in kvalitetnega življenja. Skupaj z gozdom je že tisočletja človekov zvesti sopotnik in gradnik naše žive kulturne dediščine. V času boja proti podnebnim spremembam in varovanja okolja bo les skupaj z lesnimi izdelki nedvomno odločilen za obstanek človeštva. Ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke. In veriga v lesni industriji se ne sme končati pri deski ali leseni plošči, saj imajo največjo vrednost prav končni izdelki. Čas, ki ga živimo, pa nam ne daje več izbire. Spremeniti moramo odnos do te dragocene surovine in les vključiti v naše vsakdanje življenje. In pri tem na široko spodbujati kulturo gradnje z lesom, krepiti ugled lesene gradnje, glasno ozaveščati o prednostih lesa kot materialu prihodnosti, ki ponuja nešteto možnih uporab. Spoznajmo les. Najbolj zelena je namreč tista energija, ki je ne porabimo. Les vsekakor ne raste zato, da bi ga skurili ali pa da ga bi pustili, da se gnije in se spremeni v CO2. Les raste zato, da človeštvo nekaj od njega ima. Najprej v gozdu, potem pa skozi pridelavo, ko drevo postane goli les, seveda, da kot izdelek služi človeku. V bistvu domač les v domačem okolju najboljše deluje. Deluje lepo, deluje normalno, ne deluje kičasto, ne deluje vsiljivo, tako kot domač človek. Če ti pride sin na obisk, si ves srečen. Če ti pride domač les v tvojo hišo, si srečen. Če pride nek mahagoni ali pa karkoli, nek tik, ki je bil na nek čuden način ukraden iz pragozda v tvojo hišo, ni prav. Ni prav in ni pošteno in se mi zdi, da je domač les v domačo hišo nekaj najlepšega. Alojz Selišnik predstavlja že tretjo generacijo družinskih mizarjev v domačih Lučah in je eden redkih, ki pri izdelavi masivnih izdelkov uporabljajo izključno slovenski les. Specializiral se je za izdelavo masivnih notranjih vrat, za njihovo izdelavo pa so v podjetju celo izdelali svoje stroje. Zanj je les prvovrstna tržna niša in priložnost za razvoj regije. Zato bi moralo biti z regulativo omogočeno, da se ga najprej porabi doma kot izdelke z dodano vrednostjo in ne izvaža kot hlodovina. To pa se lahko zgodi samo ob pogoju, da bi država s subvencijami nehala spodbujati kurjenje lesa, ampak da bi namesto tega raje intenzivno spodbujala tesarje in nakup lesenih izdelkov iz masivnega lesa. Glede na količino lesa, glede na znanje, ki še je, bom rekel posebno v nekih družinskih firmah, pa pri nekih starejših mojstrih, to znanje je treba oplemenititi. Če bomo mi delali samo na razrezu hlodovine v deske, ali pa mogoče, da iz desk še delamo neke količke, mogoče neke cestne ograje, potem je zgodbe konc. Tu ni nobene dodane vrednosti, to zna vsak. Treba je dodati več znanja. Poglejte, naše geslo je, da delamo vrata, kot jih je delal že stari ata. Ko gledam izdelke takrat, pred drugo svetovno vojno, še zdaj obstoja neke hiš, še zdaj obstoja neke omar, še zdaj obstoja neke izdelkov, ki jih je staroče naredil, pa ne samo moj staroče, vsi mojstri. Takrat, ko so delali hiše, od začetka do konca, hiša, gank, hlev, stopnice, vrata, okna, skratka vse, celo hišo je en mezar vzel v delo in jo celo hišo naredil. To je bil arhitekturni presežek. Taka hiša ni rabila arhitekta. Takrat arhitektov ni bilo pred drugo svetovno vojno. Takrat so mojstri prevzeli vlogo in seveda na svojo dušo, na svoj pukl prevzeli na koncu lepoto pa funkcionalnost hiše. Turistični objekti, če jih pogledamo mogoče kar, ne vem, smučarski centri v Avstriji, so lepi zato, ko si jih spominjamo, ker so te koče vse lesene in vrhunsko lesene opremljene, enako pa tudi pri nas. Les daje vsakemu prostoru neko dodano vrednost. In če se bomo šli na nek način, nek arhitekturni turizem, turizem, kjer te tudi prostor, v katerem si na nek način osvobaja, kjer se počutiš dobro, toplo, turizem in lesarstvo lahko greta z roko v roki in lesarstvo lahko vrhunsko dopolnjuje turizem in naredi turizem še boljši, še bolj butični, kot je pa sedaj.
Les je bil tekom zgodovine na prepihu časa in pogosto so se mojstrovine starih tesarjev izgubile in porušile s prihodom novih materialov in naraščajočim potrošništvom. Eden izmed inovativnih projektov, ki je v časovni stroj ujel lesene tesarske mojstrovine, je dežela kozolcev v občini Šentrupert, ki kulturno vrednost kozolcev kot slovenske arhitekturne posebnosti povezuje s sodobnimi oblikami turizma in gospodarstva. V projekt so vključeni občina, lokalna društva in podjetja, izobraževalne in znanstvene ustanove ter številni posamezniki. S čimer se skozi didaktične vsebine turizma celostno poudarja skrb za varstvo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter krepi zavest o umni rabi lesa v gospodarske namene. Torej, glede na to, da v Sloveniji nekako priraste 9 milijonov kubičnih metrov lesa, to pomeni 4 kubike na prebivalca. Porabimo ga mogoče manj kot pol kubika. Veliko tega ali gre v energetske namene ali v izvoz. Če bi mi ta les vse okrog tam 5 do 6 milijonov kubikov letno, bi zagotovili lahko delovna mesta 40 tisoč zaposlenih, ki bi omogočili delo na naši surovini in bi bili surovinsko in energetsko neodvisni od uvoza surovin in energije. Po drugi strani, lesna industrija sovpada s turistično dejavnostjo Slovenije. Turizem in predelava lesa gresta roko v roki in lesna industrija bi bila po meri Slovenije. Kot biologom je les pomeni mnogo več kot le izdelki. Les je prijazen do okolja, les rešuje probleme z ravnanjem z odpadki, les nam rešuje podnebne spremembe in les nam omogoča prijetne bivalne pogoje kot noben drugi material. Živimo z lesom in živimo zdravo. In to bomo dosegli, če bomo naredili prehod iz hloda do proizvoda. Dodana vrednost lesa pa je lahko najlepše izražena skozi turizem. Skozi zgodbe, ki so pristno trajnostne, zelo lokalne, ki stremijo k živi kulturni dediščini in kjer je les osrednji element. Tak primer je domačija Koklej v Zgornji Savinjski dolini, kjer je Jože Kakr na svojem posestvu restavriral in znova postavil več 100 let stare kmečke objekte iztesane izpod rok starih mojstrov, ki predstavljajo ohranjeno etnološko stavbno dediščino Zgornje Savinjske doline. Posamezne stavbe bi se sicer zaradi dotrajanosti v celoti uničile in izginile iz ljudskega spomina. Danes pa 4 kašče, 2 preužitkarski hiši, skedenj ter kapela skozi neobičajne turistične namestitve predstavljajo živi muzej doline, ker je bila ravno lesna industrija ena ključnih za preživetje. Hkrati pa je ta unikaten prostor s strani strastnega samouka, ki je svoje znanje že predal naprej hčerki, globok poklon lesu, starim tesarskim mojstrom in tudi spomenik generacijam, ki prihajajo. Nekoč se je status kmeta štel oziroma se je meril prav po kaščah. Se pravi, tisti veliki kmetje so imeli ogromne kašče, eni celo 2 ali pa 3. Les me zanima prvič zaradi kašč, predvsem star les, nekaj je zanimiv že zaradi same zgodbe, kaj je ta les že dal skozi. Ne vem, če so te kašče stare tudi čez 200 let, se pravi, tam noter že kar nekaj ljudi bilo. Ima vsaka kašča svojo zgodbo, vsak predmet ima neko dušo, če tako rečemo, ker rečemo, nove stvari tega nimajo, stare pa imajo svojo zgodbo in je to zanimivo razmišljati. Pa tudi les, tudi če je nov, je pa zanimiv zaradi same strukture, lepote in to, kaj se da vse ven narediti iz njega. Ja, zdaj se nahajamo v koči, ki je stara preko 200 let. Je pa zgrajena iz lesa, ki ne gori. Tisti pravi cajt za sečenje lesa, ki ne gori, je 1. marec po sončnemu zahodu. Tako da nekoč so iz tega lesa, ki so ga pravi cajt posekali, so delali tudi lesene dimnike in ta bajta ima lesen raufang. Predvsem po mojemu je turizem zelo dobra stvar v tem, ker mi dobimo kar čedel več tujcev, čedel več ljudi vidi, da se da v turizmu živeti, pa sploh naravnega turizma in s tem v bistvu pol gradijo tudi take objekte, lesene in to je tako, da mislim, da se razvija to. Pomemben pozitiven vpliv na večjo porabo lesa in na revitalizacijo lesno-predelovalne industrije
daje tudi spremenjena uredba o zelenem javnem naročanju, ki predpisuje deleže lesa pri gradnji stavb ter določa uporabo lesenega stavbnega pohištva in lesenih protihrupnih cestnih ograj. V javnih stavbah bo tako obvezna vgradnja vsaj 30% lesa. Slovenska lesna industrija bo tako pri doseganju podnebnih ciljev Fit for 55, ki v sklopu Evropskega zelenega dogovora do leta 2030 predvideva zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 55% v primerjavi z letom 1990, odigrala eno ključnih vlog. Seveda je naš cilj predelati vsaj 3 milijone kubikov lesa letno in če bi to predelali v Sloveniji, bi s tem vezali ogromne količine CO2 in to predstavlja kar 70% ponora CO2 v primerjavi z emisijami, ki jih proizvedemo v Sloveniji. In če pa to vrednotimo v višini cene CO2 kuponov, primerjava v višini kar okrog 300 milijonov evrov letno. Seveda naše investicije se ne smejo ustaviti samo pri Žagah, da bi enostavno deska končala v Luki Koper in potem nekje čez lužo. Mi želimo spostaviti predvsem industrije in pa dejavnosti z proizvodno izdelkov v celotni lesni verigi. Tukaj vidimo priložnosti predvsem v proizvodnju križno lepljenih plošč, lesnih nosilcev, lesenega stavbnega pohištva, lesnih kompozitov, lesne volne, polimerov in nenazadnje celo stekla iz lesa in drugih artiklov, nanoceluloze in tako dalje. To so vse izdelki z visoko dodano vrednostjo. Unikatni predmeti, izdelani iz manj kakovostnega in pogosto celo degradiranega lesa, polnega grč in nepravilnosti, so lahko tudi eden izmed načinov, kako različnim lesovom skozi unikatne postopke, ki dajo lesu edinstveni izgled, dati na trgu dodano vrednost. Jože Strmčnik je človek, ki ima za to posluh. Rokodelski samorastnik in samouk ustvarja izključno iz bolnega in rakavega lesa. V znamenjih, ki jim drugi rečejo napake ali pa so sledovi bolezni v lesu, on vidi lepoto. V svoje izdelke skuša ujeti karakter posameznega drevesa, ki je odražen z njegovo lokacijo in pogoji, ki jih je posamezno drevo imelo za rast. Hruškov in orehov les celo zakopava v hlevski gnoj, zato da bi dobil lepšo strukturo. Bukovino pa, da bi dobil poseben odtenek, v kleti poliva z vodo. Plesen, ki bo nato posledično kot dolga brada objela bukovino, bo namreč končni izdelek olepšala. Že od malega spoštujem naravo in ko jaz najdem en komad, ki je trpel zaradi neke bolezni ali mehanskega udara ali plazu ali podobne stvari, in ko vidim, kak je ta genetski zapis, ki je v tem malem semenu se spremenil v veliko drevo in tam deluje obrambno proti mrazu, proti udarcu, proti boleznim, in ravno ob teh anomalijah se začne spreminjati struktura, barva in včasih oziroma skoraj zmeri trdota lesa. In to je tista draž, ker to vidiš, tisto borbo, tisto srce, tisti značaj nekega drevesa, ne tistega, ko idealno raste v idealnih pogojih. Takle les, ko smo dele govorili, grčeva, to ima svoj karakter, ima svojo moč, ker se je boril 100 let v enem plazu, naprimer macesna, ne. Kako mu moram jaz zdaj vso moč po nos pobrati, ampak ga moram vzeti drugače kot tega partnerja. Če dela z lesom, je tako bi spoznal človeka, ne. Simpatičnemu človeku hočeš priti v notranjost, tudi lesu greš v notranjost, ne. Ampak na koncu še zmeri preseneti. In isto je, ko dela z lesom, ne. Ko priješ noter, zmeri so drugačne strukture, skozi se spreminja, zato pa to vleče. To dela odvisnost v bistvu. Ker jaz, ko nekaj začnem, jaz ne moram na polovici nehati. Prvič tudi zaradi tehničnih stvari, ker če nek les stanjšan, druge je debel, pa pustim čez noč, mi bo les poknil tam, kaj je stanjšan, zato ker se energija spremeni, ampak moram to hitro narediti. Drugič je pa ona sladka stvar tega problema, ker me tako leče, da hočem priti do konca, a ne. Tole je oreh, a ne. In kako strukturo je ta oreh dal ven napram temu orehu, ko je bil zdrav. To je hitro viden efekt, a ne. Ampak zato se je treba potruditi. Ker tale črnoba tule,
nastane, ko se les ščiti pred boleznijo. Na robu črnjave se tale rob temni, se jača in je skoraj enkrat trši od ostalega lesa. In kako zna organizem sam sebe pozdraviti, a ne, to je čudež. Tole je buku, čisto navadna buku in tole je slikca. Jaz sem sam pomagal ven vzeti, pa malo dodal, da dobi eno smisel, eno obliko. Drugače pa vse tole naredila narava, nastane pa samo v primeru, da eno debelo drevo se dotika drugega drevesa in v vetru se ribljeta. In to se zgodi mogoče vsaki par let in takrat nastane ena brazgotina zraven in gre naprej. Ampak to je tudi zelo težko najti. Zato mi je pa tako všeč, ker je tako unikat, da ga ni. Jaz tole je naredila narava 80%. Jaz sem sam ven vzel pa naredil do konca. Plemeniten les bi ogromno dvignil kvaliteto življenja pri nas, kajti večina kmetij oziroma prebivalstva v tem okolju Zgornje Savinjske živi od gozda. In če ta neoplemeniten les, hlodovino, dnevno vozimo nekam, kjer ga plemeniti, to se pravi, nam denar polzi iz rok, tule se pa starostna struktura se drastično povečuje, ljudje mladi se izseljujejo, a ne, in marsikaj bi lahko to rešilo. V preteklosti smo vlagali predvsem v energetsko izrabo lesa, toda ob tem pozabili na njegov najbolj plemeniti del, na predelavo, ki daje lesu pravo vrednost in nova delovna mesta. Postavitev centrov za predelavo lesa na gozdnatih predelih Slovenije bi tako spodbudila ne samo regionalni razvoj, ampak tudi rešila boleči problem dnevnih migracij v velika mesta. Toda najprej je potrebno preseči miselnost, da je les primeren predvsem za kurivo, ter da je mogoče najvišjo ceno lesa doseči s prodajo hlodovine. Ob predpostavki, da stane kubik smrekovega lesa dobrih 100 evrov, se lahko skozi končni produkt doseže tudi več kot 3000 evrov po kubiku. Iz 2 do 3 kubikov okroglega lesa dobimo kubik končnega produkta, pri čemer tako kubik lesa lahko zaposluje od 3 do 5 ljudi. Po eni strani govorimo o kvalitetnem lesu, torej to je tisti les, ki se uporablja resnično za uporabne polizdelke ali za izdelke. Po drugi strani se srečujemo z manj kvalitetnim lesom oziroma odsluženim lesom, ki pa ga lahko s pridom predelamo v tako imenovane lesne kompozitne plošče. In tu so tudi ivrne plošče, oplemenitene, in s tem seveda podaljšamo življenjsko dobo lesa. Ne pustimo ga, da se skuri, ne pustimo ga zgniti v naravi, ampak s tem seveda podaljšamo in ohranimo les toliko časa, kolikor je maksimalno možno. Iz preteklosti mogoče bi lahko rekel, da ni bilo pravih razvojnih projektov v tej smeri. Torej, lesna branža, pohištvena branža je seveda branža z manjšo dodano vrednostjo in tukaj so definitivno pravi razvojni projekti subvencionirani strani države, še kako dobrodošli in s tem seveda lahko nekako dohitevamo tuje proizvajalce, tuje dobavitelje, ki so izredno dobro ne samo strojno opremljeni, ampak ravno tako tudi informacijsko. Res je, da pred toliko in toliko leti je bilo polno res kvalitetnih proizvajalcev v Sloveniji, lahko menimo samo Svejo, Gorenje, to so bile resnično zelo dobra podjetja, ki jih na žalost ni več. Seveda, zakaj smo mi obstali? Definitivno je po eni strani ta zavzetost, lahko rečem ta znanje, tako da po eni strani bi lahko rekli, seveda večja podjetja so zaprle svoje duri, po drugi strani se pa krepijo ti manjši. In lahko rečemo, da so to kar korektna podjetja z 10-15 zaposlenimi, ki opravljajo, bi rekel, kar dobre posle in so tudi, imajo dovolj znanja. Les kot naravno obnovljiv material skladišči ogljikov dioksid in ima s tem pozitiven vpliv ne samo na okolje in planet, ampak tudi na družbo in lokalno gospodarstvo. Vezava ogljikovega dioksida v lesenem objektu z leseno notranjo opremo znaša za povprečno hišo od 50 do 60 ton. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen.
ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke. Dejstvo je, da je zdrava arhitektura lahko narejena samo iz zdravih materialov, ki pa niso mleti in predelani gradbeni materiali, po možnosti iz držav, kjer je nadzor nad tem toliko slabši. Raziskave so pokazale, da lahko v lesenih objektih se tudi upočasni ritem srca, minimalno, kar pomeni, da to pomiri človeka, ustvarja dobro mikroklimu. Poleg seveda stanovanjskih hiš, ki jih je vedno več, se mi zdi pomembno, da se vlaga čim več v javno infrastrukturo. Poznamo, imamo primere 2 ekspov, ki tudi navzven kažeta pripadnost lesu Slovenije. To se mi zdi dobra odločitev. Veliko lahko rečem, da je vrtcev bilo dobro, kvalitetnih zgrajenih v lesu, ampak mogoče zdaj še manjkajo neki drugi projekti, neka javna uprava, te, ki so bolj klasično usmerjeni, tudi mostovi, več manjših mostov je lesenih, športni objekti, vedno bolj pogosteje so leseni gradnji. To so vse prednosti, se mi zdi, ki promovirajo tudi uporabo lesa, a pa garantirajo za uporabo lesa vnaprej. V luči Evropskega zelenega dogovora, ki nas med drugim zavezuje tudi k večji trajnostni gradnji, bo potrebno več poudarka tudi na leseni javni infrastrukturi, lesenih stolpnicah. Več lesa pa bo potrebno vpeljati tudi v arhitekturo izobraževalnih ustanov ter v večjo praktično rabo lesenih objektov. Primer dobre prakse je ljubljanski vrtec Kekec, kjer je inovativna fasada hkrati senčilo in igralo. Vrtec je pristal na naslovnicah več tujih knjig in revij ter v atlasu svetovne arhitekture. Arhitekta Kotnika pa zavihtel med najbolj progresivne in inovativne evropske arhitekture ter oblikovalce mlajše generacije. In to je dokaz, tudi za mene samega je bil, ali se da graditi kvalitetno v lesu, to je vrtec masivnega lesa in ceneje kot klasični vrtci. Pomemben poudarek je, da je pomembno, kako se gradi. Se pravi, niti ne toliko s čim, kot kako. Se pravi, pomembno je načrtovanje. Les je lahko cenejši, če je dobro načrtovan. Les kot naravno obnovljiv vir z negativnim ogljičnim odtisom, z možnostjo recikliranja in velikim vplivom na znižanje emisij toplogrednih plinov, nam s svojo toplino vrača občutek za humanost in človečnost. Raba lesa v našem vsakdanjem življenju, njegova predelava v domačem okolju in zdrava delovna mesta, ki jih ustvarja, so namreč indikatorji naše okoljske etike, truda pri obvladovanju klimatskih sprememb, pokazatelji naše družbene kulture in tudi narodne samozavesti. Več kot bomo vgradili in uporabili lesa, večji bo ugled naše države tudi globalno. Dajmo lesu priložnost, da postane naš sopotnik. In naj bodo vse zgodbe ljudi, ki strastno verjamejo v ta dragoceni material, manifest za njegovo večjo domačo predelavo, za pospešeno odpiranje zelenih delovnih mest in posledično za prehod v nizkoogljično družbo. Naj les ne bo več slaba vest naše države, ampak naša konkurenčna prednost, naš ponos, nacionalni interes, naš sopotnik. Zato uporabimo slovenski les.